Torej, ti se ne bi strinjala z percepcijo, da psihologi so zelo subjektivni glede na težave, ki jih imaš. Lahko vsak psiholog pomaga komorkoli. Jaz mislim, da ne. Vsak je taki unikatni primer, se mi zdi. Pa zelo je pomemben ta osebni odnos, ne, če se oseba ujame s specifičnim psihologom oziroma psihoterapeutom. Veliko normalno streamerji, ki so pač precej izolirani. Tukaj bi nekaj dodal. Ne? Enkrat mi je en kolega rekel, da običajno greš psihologijo študirati, ko hočeš rešiti svoj problem. Je dejansko kako je že research is research? Kaj že pravijo? To sem slišal. To je stereotip, ampak vse raziskave, ki dejansko to dokazujejo. In ko smo se mi pogovarjali, zakaj smo šli študirati psihologijo, mi, ker nas je zanimala šolska psihologija, smo imeli težave v šoli, ali nismo imeli pravih učiteljev, niso razumeli, ali je bil nek bullying. Tisti, ki so šli klinično, so tudi imeli neke primere, tako da večinoma je res. In dejansko, če češ pomagati drugim, moraš najprej ti znati sebi, ne? In biti ti okej s sabo, delati naprej. Mislim, da to je en velik del teh tečajev, ne, za razne psihoterapije, pa tudi za specializacijo klinične psihologije, ne, kolikor sem slišal, da ti sam moraš iti čez ta proces. Ne. Kaj, ko je najhujše, ko priješ do spoznanja, da se to nikoli ne konča. Problemov ne moreš kar tak rešiti, vedno bojo bili vzadi, moraš delati celo življenje na tem. Ampak pač mislim, da je, kaj pa vem, vsaj mene pomira, da to je del procesa, da to je normalno. Ne. To je tisto. Mislim, da je tako, še vedno v Sloveniji obstaja ta velika stigma, ne, češ, da imaš osebnega psihoterapeuta, ampak po mojem mnenju je to, mislim, sploh zdaj, ko sem se pripravljal na ta pravniški državni izpit, pač mislim, da to je tako, pač pa ne, tudi kolikor pač poznam, ker sem bil, ne vem, to govorim zdaj specifično za pravosodne poklice, ne, kolikor se pogovarjaš, pa kolikor so delali kakšni te kriminologi, ne, pač raziskave glede duševnega zdravja v tem primeru med sodniki. Ljudje enostavno ne razčiščujejo svojih težav na ta konstruktiven način, pač bežijo običajno v kakšne, mislim, alkoholizem, ne, je zelo pogost pri nas, zaradi tega, ker je alkohol neka taka družbeno sprejeta droga, ne, ampak da bi pa zdaj šel k nekemu psihoterapeutu, to je pa še vedno taka stigma, ki ti reče, ti imaš pa res nekaj, je pa kaj tako hudo s teboj, ne, nekaj. Ne, da si švoh, da si weak, ne, da si morda nekaj moralno weak, ne, kar je pri sodnikih še posebej, ne, problem, zaradi tega, ker ljudje pričakujejo nekega neodvisnega, nekega trdnega odločevalca, ne, ki bo razrešil tisti spor, ne, na najbolj pravičen način, ne. Quote unquote, ne, ampak vse to se pojavlja pač povsod, ne, to je na primer tudi pri zdravnikih je pogosto, ne, ta problem, ne, ki naj bi pač le bili tisti najbolj zdravi, ne, ki potem pomagajo drugim. Nikoli, ko imaš toliko primerov ljudi. Pa tudi pri psihologih, ne, pa tudi sploh pri psihologih, pa psihoterapeutih, mislim. Mi kao nikoli ne zbolimo, nimamo težav, se ne jezimo. Mislim, se res nekaj tako zelo umirjena. Leta prakse dela na sebi. No, vse to, ne. Ampak imajo psihoterapeuti tisti glas pomirjajoč. Pa je ga imam tudi jaz, ne vem. A si delala na tem, da si nekako to intonacijo prilagajala glede na svojo prakso? S prakso, jaz sem zelo prilagodljiva, tudi prilagajam se, ne vem, če pred sabo enega z drugega razreda, pa 9. na drugačen način govorim. To je to, drugač dosti dela na sebi. En učenec mi je rekel, učiteljica, kaj se vi ne razjezite, sem rekla vse, ampak ti smo trenutku, kaj ti pomaga. Ne? Jaz se razjezim, pokažem z besedami na en način drugačen, ker če na nekoga krčiš, je tudi problem. Se strinjaš potem s to tezo, da bi skoraj da vsak človek mogel imeti osebnega psihoterapeuta, tako kot imaš osebnega zdravnika ali posebnega zobozdravnika, tudi tako, da periodično prečekirata, ali je vse v redu, pa da te nauči načine, kako lahko handlaš potem stres na tak zdrav način. No. To bo zdaj prišlo z AI-om, gledaj, to bo zdaj vsak. To je tudi zanimiva tema. To je zanimiva tema. Mislim, po mojem mnenju, ne more tukaj rešiti vsega, zaradi tega, ker je ta človeški stik je zelo pomemben. Ljudje bo začeli zaupati vedno bolj in pol bo prišlo. Zdaj sem tudi na tem Discordu delila, da
To so že poskus, mislim, da so bila 80-ta, 90-ta. Tam se ne spomnim imena tega programa, ne vem, Elija, sem delila. Oni so v bistvu provali narediti enega psihologa kot AI, ne? In so gotovi, da zelo dobro pomaga, ampak manjka človeška nota. Ker recimo, če se nekdo začne jokati pred zaslonom, on pa govori korake, kaj bi mogli, to ne učinkuje, ne, te vodi v večjo stisko. Tako da ta človeški odnos tudi pri učiteljih in vseh še zmeraj ostaja na nas. Ne? Zanimivo je, en zelo popularen streamer zadnje čase je Dr. K. On je, mislim, doktor psihologije in veliko se pogovarja s temi večjimi streamerji, ki imajo po 10 več tisoč in gledalcev in bi si mislil, glede na to, da služijo milijone, karkoli, so pač happy people, ampak še vsak se je zjokal, zato ker ko so potovali skozi svoje otroštvo, skozi dejansko začneš lupiti te sloje stran in vidiš, da je precej težav in da ni sreča v denarju. Ne. Pa mislim na tej točki, to sem tudi, tale Laurie Santos ima svoj podcast, kaj je že The Science of Happiness ali kakorkoli. Sreča smo že tako ugotovili. Ne, ampak veš, ima tudi intervju z enim psihoterapeutom, psihologom, ki se ukvarja specifično z tistim top 2% of population, ki imajo pač take težave, ki jih mi seveda težko razumemo, ampak imajo resne psihološke težave, zaradi tega, ker imajo toliko denarja.